Danes v Pomurskem dnevniku. Posledice plazov. Predsednica pri papežu Frančišku. Razprava o ključnih rešitvah za zdravstvo. Znane omejitve vpisa. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Posledice močnega deževja v preteklem tednu so pustile veliko posledic po vsej Sloveniji. Plazovi se sicer še niso umirili, denar za sanacijo škode pa bo zagotovila država, je zatrdil premier Robert Golob minuli petek, ko je obiskal Slovenske Gorice. Prst je na območju Slovenskih Goric še vedno zelo namočena in še vedno se marsikdo boji za svoje premoženje. Ekipe prostovoljnih gasilcev in civilne zaščite pa medtem kontrolirajo različne kritične točke, številni njihovi pripadniki so že zelo utrujeni. Njim ne moreš druga reči, kot pa najlepša hvala, ne. Najlepša hvala pa prosim na pomoč v primeru, da pride do česa, ampak se pravi, to so prostovoljci, oni so se odločili, oni so vedeli, zakaj grejo. Je pa res mogoče tudi tistim razumevajočim delodajalcem, bi še rekla posebej, hvala lepa. Na območju Šentilja so za zdaj oskrbeli okoli 140 plazov, še vedno je ogroženih nekaj stanovanjskih hiš. Picerija iz Zgornje Velke je na primer izgubila del parkirišča, ki ga je plaz odnesel po strmini. Škoda mislim, kar velika, ta sanacija bo to potrebna, kar z nekimi, pilotmi narediti zadevo, vse ponovno sanirati. Evakuiranih imajo 6 družin, od tega se 2 več ne bosta vrnili domov. Njihovi hiši nista več primerni za bivanje. Ne bo moč iti nazaj, ker so hiše toliko poškodovane ali pa jih bo celo plaz odnesel. Za druge pa še ne vemo, točne geološke raziskave so bile narejene, to bomo zdaj v kratkem tudi videli. Samo v občini Šentilj ocenjujejo, da je škoda narasla preko 3,5 milijona evrov, to pa še ni končni znesek. Zaenkrat so popisovali le škodo na infrastrukturi in hišah, kmetijska škoda bo prišla na vrsto v prihodnjih tednih. Tudi v občini Pesnica škodo še preverjajo na terenu. Nastalo je cirka 70-80 plazov, kateri posredno ali neposredno ogrožajo ceste, tako da imamo velike probleme. Dnevno prihajajo novi maili, na katerih so dokumentirani oziroma komentirani plazovi, slike od plazov, katere nam pošiljajo občani, tako da mislim, da še ni vsega konec. Pojavili pa so se očitki sokrajanov, da bi lahko občina bila bolje pripravljena na to vrstne ujme. Poglejte, to se ne da predvideti. Vi imate lahko napisan, ne vem, kakšen strateški načrt, ampak treba se vedno prilagajati situaciji in mi smo se prilagajali situaciji. Po besedah šentiljske poveljnice civilne zaščite so se v teh dneh dosti naučili in bodo o podobnem scenariju ukrepali hitreje in bolj učinkovito. Smo imeli posamezne plazove tu in tam, cesta se mogoče kakšen odor zgodi pri kakšnih večjih nalivih. To, kar se je zdaj zgodilo, tudi starejši ljudje enostavno tega ne poznajo iz zgodovine nazaj, recimo 80 let ne poznajo kaj takega podobnega. Sledi torej nadaljevanje popisa škode v prihodnjih dneh, kot že rečeno pa je pretekli teden premier Golob obljubil državno pomoč. Slovenska Karitas pa medtem zbira sredstva za pomoč prizadetim sokrajanom v Šentilju, Juršincih in Cirkulanah. Predsednica Republike Slovenije je v minulih dneh obiskala Italijo in Vatikan. V sklopu 4-dnevnega delovnega obiska pa se je srečala z italijanskim predsednikom Mattarello in kardinalom Francem Rodetom. Uradni obisk je včeraj zaključila z uradno avdienco pri papežu Frančišku. Kaj je o obisku dejala predsednica Nataša Pirc-Musar, ki je med drugim obiskala baziliko svetega Petra, si ogledala vatikanske vrtove in katakombe ter se srečala s Slovenci, ki živijo tam. Toliko enega znanja, ki sem ga v teh 2 dneh dobila od ljudi, ki delujejo v Vatikanu, ga že dolgo nisem. Vsi Slovenci, ki so na delu ali ki študirajo tu, so ena enormna zakladnica znanja. Ker ima Sveti sedež v mednarodnem prostoru precejšnjo vlogo pri spodbujanju miru in kakovostnega dialoga med narodi, sta predsednica in papež Frančišek spregovorila o pomembnosti kulturnega dialoga ter predvsem spodbujanja človekovih pravic. Ob vsem tem pa je pomembno tudi dejstvo, da se iz zgodovine da veliko naučiti. Pogovarjala sva se tudi o tem,
kako zgodovina pomaga učiti nas politike. In res bi si želela povedati en stavek, ki mi ga je sveti oče položil na srce in dušo. Rekel je namreč, zgodovino je potrebno spoštovati in potem gledati naprej. Ko zgodovino sprejmeš, se ne smeš več ozirati nazaj. Precej pozornosti sta posvetila tudi situaciji v Ukrajini ter se strinjala, da si je potrebno prizadevati za politiko, ki povezuje. Papež tudi deluje kot posrednik med predsednikoma Putinom in Zelenskim. Iz njegovih besed sem razumela, da bo delal na tem in da se bo maksimalno potrudil, da bo do tega dialoga prišlo. Spregovorila sta tudi o podnebnih spremembah, pri čemer se strinjata, da je naš odnos do okolja in celotnega planeta preveč zatiralski in mačehovski. Predsednica pa je nekaj besed namenila tudi dogodku, ki v teh dneh odzvanja. O fašističnih pozdravih, ki so odmevali v Trstu. To, kar se je zgodilo, ta pozdrav, to je nek negativen simbol negativnega časa, ki je povzročil veliko trpljenja, nasilja in nespoštovanja. S predsednikom Mattarello sva se v petek oba zavezala k neki skupni evropski poti, to je poti sodelovanja, spoštovanja in upam, da bomo to pot in to prijateljstvo med Slovenijo in Italijo nadaljevali. Prvi predsedničin forum, ki je danes potekal v Brdu pri Kranju, je bil namenjen področju zdravstva. Nataša Pirc-Musar je stroko in politike pozvala k razpravi o slovenski zdravstveni prihodnosti. Kot je predsednica republike napovedala že v začetku mandata, bo pripravljala obliko razprav, ki se bodo dotikale pomembnih in kompleksnih tem za prihodnost Slovenije. In danes je potekala prva. Ker Slovenija potrebuje celovito zdravstveno reformo, ki mora biti rezultat dobrega sodelovanja s stroko in družbo nasploh, je Nataša Pirc-Musar k razpravi povabila tako predstavnike stroke kot politike. Cilj pa naj bi bil iskanje pravih rešitev, da bi zdravstvena reforma potekala gladko in predvsem učinkovito. Čeprav je ob tem poudarila, da tokrat ne bo možnosti za poglobljeno analizo, pa je dejstvo to, da težav več ni mogoče prezreti. Poiskati je treba rešitve za večjo varnost pacientov in boljšo obravnavo in ravno tu je treba nujno poenotiti stališča. Minister za zdravje Loredan je dejal, da delajo korake k temu, da bo vsak prebivalec dobil oskrbo takrat, ko jo potrebuje. Po COVID-19 se je namreč zdravstvo močno spremenilo. Ob vsem tem pa se pojavljajo trije bistveni izzivi. Denar, problem kadrov in, po besedah ministra, ključni izziv. Postali smo dolgoživa družba. To v praksi pomeni, da je dandanes treba 80-letnika zdraviti tako, kot se je nekoč zdravilo 60-letnika. Znane so informacije o tem, kakšno je stanje prijav v srednje šole v šolskem letu 2023-2024. Zgleda, da tudi letos ni šlo brez omejitev, tudi med pomurskimi srednjimi šolami. Z Ministrstva za vzgojo in izobraževanje so danes sporočili, katere šole bodo v prihajajočem šolskem letu omejile vpis. Na spisku jih je vsega skupaj 70. Ob tem je bilo dodano, da kljub daljšemu spisku večina šol nima večjih presežkov prijavljenih. Običajno je prijavljenih do 5 oseb več. Končni datum za prenos prijav je bil 24. april. Do takrat pa se je v srednje šole skupaj vpisalo 22.870 kandidatov. Na omenjenem spisku se nahajajo tudi 3 pomurske šole. Gimnazija Franca Miklošiča bo omejila vpis za 2 programa, in sicer za gimnazijo na 84 mest ter umetniško gimnazijo, smer gledališče in film na 28 mest. Presežek vpisanih so zabeležili tudi na gimnaziji Murska Sobota. Športni oddelek bo tako sprejel največ 22 dijakov. Na 28 mest pa bo omejen tudi program ekonomski tehnik na ekonomski šoli Murska Sobota. Kot so še sporočili z ministrstva, je največje povpraševanje tudi tokrat po šolah v večjih mestnih središčih. Še posebej prednjačijo srednjeslovenska, obalno-kraška in podravska regija ter mesto Celje. Za konec pa še poglejmo, kakšno vreme se nam obeta v prihodnjih dneh. Danes smo imeli pretežno jasen dan in okrog 23 stopinj Celzija. V Radencih je bilo opoldne namerjenih 23, toliko tudi v Murski Soboti in Krajinskem parku Goričko, v Lendavi pa 22 stopinj. Jutri bo spremenljivo, ponekod tudi pretežno oblačno. Že zjutraj in dopoldne bodo nastajale krajevne plohe, pogostejše pa bodo sredi dneva in popoldne, ko bodo možne tudi nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15, najvišje dnevne od 18 do 24, na Primorskem do 27 stopinj Celzija.
Najnižje jutranje temperature v severovzhodni Sloveniji, v Murski Soboti in Mariboru se bodo gibale od 13 do 14, podnevi od 21 do 22 stopinj. V četrtek zjutraj ali dopoldne se bo delno zjasnilo. Čez dan bo možna kakšna ploha. Na Primorskem bo pihala šibka burja. V petek bo sončno, pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Temperature v naših krajih naj bi se zjutraj gibale od 11 do 12, čez dan od 21 do 24 stopinj Celzija. Toliko za danes, več informacij o dogajanju v Pomurju pa najdete na naši spletni strani. Hvala za pozornost in lep pozdrav do jutri.